Dejstvo je, da se kupuje policijski helikopter. Vse skupaj je lepo, 2 helikoptera, vse skupaj je lepo zapakirano, da boste to reševalna helikoptera, ker sicer najbolj verjetno bosta, ampak z omejitvami, ki so že izpostavljene, ne gre za optimalen model. Model, ki je izpadel, je za naše potrebe boljši, definitivno, tudi cenejši. Izločilni pogoji so problematični, ampak mogoče v tem zdaj ne toliko, mogoče upam, da se jih bo kakšna uradna inštitucija lotila. Dejstvo je, da večina vodilnih strokovnjakov z tega področja v Sloveniji pri izboru ni sodelovala. To se upam trditi. Jaz kot recimo vodilni avtor mednarodnih smernic nisem imel na srečo pri tem nič, ker bi bil zelo razočaran, če bi sodeloval pri tem in bi bil rezultat tak, kot je. Dejstvo je tudi, kot sem že rekel, da se kupujejo dražji helikopterji. Že zelo smo si morali prizadevati tudi s pomočjo medijev, da bodo vsaj pobarvani, ne policijsko, ampak v barvah nujne medicinske pomoči. Situacija je nekako taka, če povem po domače. Jaz sem direktor zdravstvenega doma, vsako leto kupujemo reševalno vozilo, ki jih vsi poznate. To je isto, kot da bi nam policijska postaja kupila policijsko marico in rekla, zdaj boste pa to reševali. Pač opremite jo po svoje, prema recimo, da bo kakor tok, ampak to je to. Tukaj se je pokazala, bom kar zelo direkten, pokazala nekompetentnost, nezainteresiranost ali pa politična nemoč Ministrstva za zdravje na tem področju. Tukaj bi moralo imeti vodilno vlogo Ministrstvo za zdravje, ki bi moralo pravzaprav ono pripraviti razpis in potem, ko bi se helikopterji, ustrezni helikopterji, optimalni helikopterji kupili, bi jih lahko dala potem v upravljanje policiji. Pod pogoji civilnega letalstva, pod pogoji nujne medicinske pomoči oziroma stroke. Večina stvari v zvezi s temi nakupi, pa kot ste že sami verjetno ugotovili in pisali o tem na srečo, hvala vam za to, je šla pa malo drugače.